Dober večer in lepo pozdravljeni na božičnem koncertu vokalne skupine Uslušerji in božične igre zabave v božični delavnici. Danes nam bodo večer zopet popestrili pridni Božičkovi škratki in pa vokalna skupina Uslušerji. Zadnji 2 leti so Božičkovi škratki pridno izdelovali darila in komaj čakali, da lahko zopet pridejo uslušalci na oder in se vam pokažejo. Božiček in gospa Božiček bi nam lahko povedala marsikatero prigodo, ki so jo v tem času ušpičili. Mogoče pa nam jo bodo na odru povedali kar sami. A preden nam bodo navihani škratki narisali nasmešek na obraz, vabimo na oder vokalno skupino Uslušerji, zapeli nam bodo: Božji nam je rojen sin in ko so pastirji. Božji nam je rojen sin, radujmo se. K nam je prišel iz višin, veselimo se. Iz prečiste dive, rodbine kraljive, Božji nam je rojen sin. Iz prečiste dive, rodbine kraljive, Božji nam je rojen sin. Davno že prerokovan, radujmo se. Bili je zagledal dan, veselimo se. Iz prečiste dive, rodbine kraljive, Božji nam je rojen sin. Iz prečiste dive, rodbine kraljive, Božji nam je rojen sin. Bog se učlovičil je, radujmo se, da bi nas odrešil vse, veselimo se. Iz prečiste dive, rodbine kraljive, Božji nam je rojen
Nad Ivčkom angeli so zapeli in zaigrali v strune kitar. Gloria peli so in molili, Ko je žarila noč svetliva. Gloria peli so in molili, Ko je žarila noč svetliva. So pivček morni, pokleknili pred Isusa. angeli peli so in molili, Zvezde sijale so nad zemljo. angeli peli so in molili, Zvezde sijale so nad zemljo. Tako, dragi škratje, letos pa nas čaka največ dela do sedaj. Ja, največ dela do sedaj. In sicer imamo še toliko za postoriti, da se vam niti sanja, ne? Pa jo, Janez Citen, pa to nam govoriš vsako leto. Največ dela imate, škratje, bla, bla, bla. Veliko še imate za postoriti, škratje, bla, bla, bla. Otrok tam nikoli ne bo uspelo obdariti, bla, bla, bla. In tako kot vsako leto, nam je tudi letos uspelo. Tako da preskočimo tvojo blebetanje, pa pojdimo raje na delo. Jo, Matic strojnik, kaj pa se s tabo zgodilo, da se ti tako mudi z delom? Ja, Matic strojnik, to pa ti sploh ni podobno. Matic strojnik, to pa ti res ni podobno. Imaš mogoče kaj za bregom? Ja, Matic strojnik, imaš mogoče kaj za bregom? Ne, nič nimam za bregom. Takoj mi povej, Matic strojnik. Ja, Matic strojnik, takoj povej Janez hitremu. Če vama pa povem, da nimam nič za bregom. Pojdimo raje na delo. Res je, pojdimo raje na delo. Bom že izvedel. Katka Neroda, ti malo nadzoruj tukaj delavnico. Vse je treba pospraviti. Najboljše, da kar stojiš tukaj in se ničesar ne dotikaš. Jaz pa opravim še samo en telefonski klic in pridem takoj nazaj. Jana Smetana, imaš mogoče kaj kakava zame? Seveda, za te je vedno kakšna skodelica kakava pripravljena. Izvoli. Hvala. Škratje, kaj boste rekli? Sem dobra pomočnica Janeza hitrega. Rekel mi je. Katka Neroda,
Če želiš biti dober vodja škratkov, moraš biti natančna, dosledna in resna. Tako kot sem jaz. Samo posnemaj in opazuj vsak moj korak in boš najboljši vodja škratkov v tej delavnici. A zato si videti kot njegova senca, zelo dobro ti gre Katka naroda. Jo, krhčen jelenček. Božiček nam pomagaj. Ne še enega Janeza sitnega, Katka. Lepo te prosim, ne postani še ti taka kot Janez. Matic Strojnik, kot bi rekel Janez Hiter, le red in disciplina v delavnici vodita k dobremu upravljenemu delu in mirnemu obdarovanju otrok za vse nas. Ne, Katka naroda, kaj pa če bi si raje vzela zgled po Anki Banki, ki je vodja Božičkove banke? Vsi njeni škrati jo hvalijo, kako je prijetna vodja. Ja, res je. Če so njeni škratki zelo pridni, si lahko priredijo zabavo. Če pa so kdaj pod stresom, pa lahko grejo igrat hokeja ali pa grejo na polet z Rudolfom. Nas pa Janez Hiter samo preganja. Na polet z Rudolfom? O, ne, z njim pa ne. Nazadnje, ko sem z njim letela, me je izgubil že pri prvi smreki. Še sreča, da sem se prijela za vejo. Tale rdeče nosec sploh ni opazil, da me je izgubil. Vsa prebražena in v temi sem prišla domov. Še sreča, da sem srečala gospod Božiček, katera mi je skuhala vroč kakav, da sem te malce ogrela. Še vedno pa je bolje, da te Rudolf izgubi, kot pa da greš na polet s kometkom. Nazadnje me je peljal v sosednjo vas po čokolado in medtem, ko sem še čakala na mleko, je požrešnež polovico čokolade pojedel. Potem ga je tako bolel trebuh, da sva se 2 uri vozila domov. Na vsakem ovinku sva stala. Ja, vidvi sta te res morda imeli smolo, ne? Sem pa od veliko škratov slišal, da je zelo zanimivo. Matic Strojnik, hitro poveva Janez Smetani in Banki Šivanki za naj načrt, pa preden se vrne Janez Hiter. Pridita, napnita ušesi in poslušajta. Med opazovanjem polarnega sija sem videl Janeza Hitrega in gospod Božiček, kako sta se pogovarjala. In pogovarjala sta se to, da ima Janez Hiter rojstni dan in da si želi zabavo, da mu organiziram jaz, Matic Strojnik. Ste slišali? A ni to super? Kaj? To pa ne verjamem. Janez Hiter, da bi si želel zabave. To tudi jaz ne verjamem. Sploh pa, da si želi, da bi mu zabavo organiziral ti, Matic Strojnik. Vsi se še preveč dobro spominjamo tvoje zadnje zabave. Pa povej, da si ga slišal reči, da si to želi. No, nisem slišal ravno teh besed, sem pa slišal zabava, to bi imeli mu se fajn, Matic Strojnik organiziral zabavo, tako da si sigurno želi zabave. Sicer pa se ne spomnim, kdaj smo nazadnje imeli kako zabavo. Ja, Maticija, kdaj pa ima Janez Hiter rojstni dan? Jutri? Matic Strojnik, zakaj nam tega nisi povedal prej? Kako potem naj spečem vso pecivo, pa torto, pa še gospod Božiček moram poklicati, da pravi kakav za vse nas. Pa še Dorka Žarkoja, da bo nam nekaj spekel, pa še pšeničnega Tineta, da nam pripelje moko, pa saj še vsa pijača, pa vse to nam ne bo uspelo do jutri. Na srečo je Božič za nami. Kaj pa, če še bi morali izdelovati darila? Samo dobro se moramo organizirati. Tako je. Katka Neroda, vzami list papirja, pisalo in piši. Če smo že Janeza Hitrega 1250 let poslušali, kako nas organizira, smo vendar ja kaj odnesli od tega, kaj ne? Škratje, bomo zmogli? Bomo ja! Jaz nam samo še nalijem kakav, pomaga pri razmišljanju. Meni z veliko smetane, prosim. Pa na penice ne pozabi!
pripravljeno. Božiček sploh ne sumi, da mu pripravljamo zabavo za uspešno obdarovanje otrok. Ne, seveda ne bo nič sladkega na zabave, zato tudi Jani Smetani nisem ničesar omenil. Ja, Ivanki tudi nisem ničesar omenil, saj vsi vemo, da bi takoj izblebetala vsem ostalim škratkom. Ne, tudi ne. Seveda ne, Katka Neroda bi še vsej svoji zmede kaj izblebetala Božičku. Ja, seveda ne, zadnji, ki pa lahko zvezo zabavo, pa je Matic Strojnik. Ja, še predobro se spomnim, kaj se je zgodilo, ko je on na zadnje organiziral zabavo. Gospa Božiček, vse je že organizirano. Jaz še samo z škrati pripravim glavno točko in potem je vse pripravljeno na presenečenje. Super, gospa Božička, se vidimo na zabave. Tako, zabava je pripravljena, nič nas ne more presenetiti, super se bomo imeli. Kaj ne? Torej, Jana Smetana, jaz ti pomagam speči torto, pospraviti še moramo celo delavnico, Katka Neroda ti pa pojdi in izvedi, koliko let je Janez Hiter sploh star. Bom. In zelo se bom potrudila, da mu ne povem, zakaj me to zanima. Matic Strojnik, ti pa pojdi in povej vsem škratom za našo zabavo. Pa prinesi vse balone, da okrasimo delavnico. Bom. Pa, a bomo imeli tu v delavnici dovolj prostora za zabavo? Kaj če bi se raje preselili v veliko dvorano? Tam še je ostalo okrašeno od Božiča. No ja, tu je res nekoliko malo prostora. Joj, nikoli nam ne bo uspelo pripraviti te zabave. Dragi škratje, kake zabave? Jo, Katka Neroda! Sem vedel, da boš vse zblebetala. Zdaj pa ne bo več presenečenje. Ne razumem. Kako pa vi veste za presenečenje? Kako pa ti ve za presenečenje? Kako pa jaz vem za presenečenje? Kako pa vi veste za presenečenje, če pa presenečenje pripravljam jaz? Saj to ni možno. Sam sebi ne moreš pripravljati presenečenja. Saj potem to ni presenečenje. Čakaj, kako sam sebe? Ja, za rojsten dan, ki ga imaš jutre? Odkot pa vam ta podatek? Jaz nimam rojstnega dneva jutre. Čakaj malo zdaj. Kako nimaš rojstnega dneva jutre? Če je pa Matic slišal, kako si se pogovarjal o tem z gospo Božiček, še slišal je, da si zabave želiš. Kaj ne, Matic? Ja, nisem slišal ravno teh besed. Par besed mi je veter odnesel skozi ušesa, a sem jih narobe povezal. Vendar zabava pa bo, kaj ne? Zabava bo, ampak zabava bo za Božička. Čakaj, kdaj pa bo zabava? Samo ne reči, da jutri. Ne, zabava ne bo jutre. Zabava bo danes. Kaj? Ja, zabava bo danes. In sicer čez 2 uri moramo biti v veliki dvorane. Zakaj nam tega nisi povedal prej? Ja, nekaj smo sicer že organizirali, ampak nekaj dela še nas čaka. Nič ne skrbite, nič ni potrebno organizirati. Mi
imamo za pripraviti samo eno točko. Čakaj, kdaj pa si potem uspel to vse organizirati? In zakaj nam tega nisi povedal? In zakaj jaz, tega kot tvoja pomočnica, nisem prva izvedela? Jana Smetana, gospa Božička, je rekla, da na zabavi ne sme biti nič sladkega in ti se s tem seveda ne bi strinjala. Zabava brez sladkarij. To je ja nemogoče. Ivanka Šivanka, ti bi takoj vse povedala Jani Smetane in potem vsem ostalim škratom in pol zabava ne bi bila takšna, kot si je predstavljala gospa Božiček. Res je, ja. Ivanka Šivanka, ti si prava polarna klepetulja. Katka Neroda, ti pa še bi vse svoje zmede povedala Božičko. Ja, res je, ja, vam trem res ni za zaupat. Janez Hiter, mene pa zanima, zakaj pa nisi povedal meni, tvojemu najbolj zvestemu, najbolj preudarnemu, najlepšemu, najboljšemu škratu v deželici tej Maticu Strojniku? Matic Strojnik, če bi bilo po moje, te na zabavo sploh povabil, ne bi. Ampak je gospa Božička vztrajala, da želi, da pridejo vsi škrati. Ampak ni še pozabila, kaj se je zgodilo, ko si ti nazadnje organiziral zabavo. Ja, kaj? Pri Severni medvedi še se vedno govori, da je bila najboljša zabava. Severni medvedi so takrat pojedli vso torto, ki jo je nekdo prepojil z rumom. Potem pa so se odločili, da grejo spat v sobo od Božička in gospe Božiček. Še zdaj slišim gospod Božiček, kako je zakričala, ko je prišla z dopusta in videla polno sobo severnih medvedov. To se je res zgodilo? Jaz sem pa mislila, da so bile samo čenče. Res je, res. In to je samo ena od mnogih prigod tistega večera. Bila je najboljša zabava vseh časov na severnem polu. Škratje, zdaj pa dovolj čakanja. Dosti dela še nas čaka. Ja, kakšno delo pa? Igrače smo vse naredili, darila smo vse raznosili, zabave ne rabimo organizirati, tako da lahko v miru sedemo in čakamo na zabavo. Matic Strojnik ni res. Za Božičkovo zabavo je imela vsaka delavnica prav posebno nalogo. Bili so zadolženi za postavitev dvorane, za hrano, pa za dekoracijo in povabilo gostov. Naša delavnica pa ima najbolj pomembno nalogo in sicer moramo za Božička pripraviti nastop. Ja, kakšen nastop pa? Sigurno si želi, da nastopam jaz in povem par dobrih šal. To bi bilo super, Matic Strojnik. Tvoje šale so vedno najboljše. Od smejanja me včasih trebuh boli. Katka Neroda, tebi so že morda njegove šale smešne. Mi, ki pa smo jih slišali 100-krat, Matic Strojnik pa saj ne vem, kdaj si nazadnje povedal kakšno novo šalo. Ali veste, kako se reče snežaku marca? Luža. Kaj je to rdeče belo, rdeče belo, rdeče belo? Božiček, ki se kotali po zasneženem hribu. No ja, ti dve res povem večkrat. Škratje, jaz vem, kaj bomo nastopali. Jaz bom zapela par božičnih pesmi. Ne. Ja, zakaj pa ne? Jana Smetana, verjetno tako dobro poješ, kot tudi pečeš. O, hvala, Katka Neroda. Saj ne, da bi se hvalila, ampak ja, kar dobro pojem. No, ja, Jana Smetana, zborovodja škratovih pevcev, se ne bi ravno strinjal s tem. Ne bi se. Potem se pa gremo škarice, kamen, papir in tisti, ki zmaga, določi, kaj bomo imeli za zabavo. Dobra ideja! Gremo! Škarice, kamen, papir! Škrat je zdaj pa dovolj.
Toliko dela še imamo, vi pa me sploh ne pustite do besede, da bi vam povedal, kaj bomo nastopali. Ja, škratje, to je nezaslišno. Povej, Janez, hiter. Plesali bomo. Plesali? Res? Tako zelo rada plešem. Bomo lahko zraven tudi peli. Jaz si skočim samo po plesne čeveljčke. Kaj pa bomo plesali? Polko, valček, tango. Janez Hiter, ti boš plesal z Katko Neroda. Jana Smetana, ti boš plesala z Maticom Strojnikom. Jaz pa si grem po Milka Gasilka, ker je najboljši plesalec v božični deželi. Ne, Ivanka, Šivanka, ne bomo plesali po parih. Plesali bomo kot skupina. Glasbo sem že izbral. Izvoli Matic Strojnik CD. Samo par korakov še si izmislimo, pa bo. Najboljše, da vam kar pokažem. In plesali bomo desna roka, leva noga, gor, dol, levo, desno. Desna roka, leva noga, gor, dol, levo, desno. To je Janez Hiter. Saj, takega sploh ne poznam. Janez Hiter pleše. Jaz sem slišala, da je preden je bil dodeljen v našo delavnico in še preden je delil z božičkom darila, bil zadolžen, da mora vse škrate naučiti plesati. Ja, vendar je bil tako strog in zahteval takšen red, da so vsi škratje izgubili voljo do plesanja in postali kot roboti. Tem pa je prišel k nam v delavnico, a očitno je veselje do plesanja še ostalo. Škratje, zdaj pa dovolj klepetanja. Postavite se v vrsto, da vam še enkrat pokažem, kako bomo plesali. In sicer gremo desna roka, leva noga, gor, dol, levo, desno. Desna roka, leva noga, gor, dol, levo, desno. Desna roka, leva noga, gor, dol, levo, desno. Kaj pa tu tako glasno? Zdravo, škratek David! Ja, škratek David, tebe pa že dolgo nismo videli. Ja, kaj počete škratki, telovajte? Božičkova zabava se kmalu začela. Ne, učimo se plesati, da presenetimo Božička za zabavo. A ja, to pa komaj čakam, da vidim ta ples. Škratek David, kar počakaj. Ravno eden še nam manjka. Postavi se v vrsto. Matic Strojnik, Ja. ti pa zdrihte že to muziko. In gremo, da vam še skupaj enkrat pokažem. Desna roka, leva noga, gor, dol, levo, desno. Desna roka, leva noga, gor, dol, levo, desno. Glasba pripravljena, smo pripravljeni. Smo. Škratje, v vrsto. Naj se zabava začne. Desna roka, leva noga, gor, dol, levo, desno. Desna roka, leva noga, gor, dol.
Oh ti naši škratje, vsako leto božičko kakšno zagodajo. Upam, da so božička uspeli presenetiti in jim je ples uspel, kot si je zamislil Janez Hiter. Naš program smo počasi pripeljali k koncu, ampak naj se vam ne mudi domov. Vabimo vas, da se še malo podružimo ob toplem čaju, kapljici dobrega vina in dobrotam, ki so jih spekle naše gospodinje. V imenu kulturnega društva Slušalci vam želimo srečno in mirno novo leto 2023 z željo, da ostanete zdravi in da se čim večkrat zopet srečamo v takem velikem številu. Na oder pa še enkrat vabimo vokalno skupino Slušarji. Za konec še nam bodo zapeli Glej zvezdice Božje in Sveto noč. Glej, zvezdice Božje migljajo lepo, odprto široko je svito nebo. Duhovi nebeški se z raja vrsti, prepevajo slavo na zemljo hiti. Duhovi nebeški se z raja vrsti, prepevajo slavo na zemljo hiti. Obljuba predavna postala je res, zveličanje rojem ljudem iz nebes. Pri ubogih pastircih na slamci leži, si revščino izvoli ponižnost uči. Pri ubogih pastircih na slamci leži, si revščino izvoli ponižnost uči. Presrečni ljudje so, ki njega dobi, z nebeško tolažbo jim polni srci. Le k njemu hitimo, saj rad nas ima, zaupno odkrimo mu rane srca. Le k njemu hitimo, saj rad nas ima, zaupno odkrimo mu rane srca. Vsi skupaj.